pozdravim in se vam zahvalim za tako vedno udeležbo. Hvala lepa. To je zdaj naše drugo srečanje. V prvem smo nekako razmejili odnos mladih do računalnika, v drugem se bomo pa bolj posvetili internetu. Glede na to, da vas je kar nekaj prvič danes, sem jaz to predvidela in pripravila kratek povzetek tega, kar smo zadnjič poslušali. In sicer najprej sem zelo na kratko spregovorila o problematiki vzgoje otrok v digitalni dobi, ker je to težka stvar za današnje starše. Mislim, da je bilo našim staršem lažje, kot je današnjim, ker je treba vzeti v obzir nekaj tretjega in to nekaj nepredvidljivega, nekaj, kar se strahotno hitro spreminja in še nekaj ni živo bitje. Opozorila sem na neustreznost obeh skrajnosti, ki se nam lahko vzgoji zgodita. To pa je, da recimo starši bodisi rečejo, jaz bom vzgajal otroka bio-eko, torej nič ne bom televizije, računalnika. Druga skrajnost je, da je to vse dopuščeno, da že dojenčka damo za tipkovnico in da je tega preveč, da postane računalnik varuška, prijatelj ali celo starš otrokov. Torej ne ena, ne druga skrajnost ni dobra in takrat sem v uvodu citirala gospoda Planinška, pa ga bom še danes, ko je sicer ob eni drugi priložnosti, ob martinovanju rekel, torej poudaril vrednost prave mere. In prava mera ne bo povsod v življenju, tudi tukaj. Omenjala sem tudi računalnik kot orodje za učenje in pa za prosti čas. In dejstvo je, da naši otroci to preveč uporabljajo za prosti čas in premalo za učenje. Potem smo govorili o prednostih uporabe računalnika in interneta. Prednosti je veliko, zelo veliko, ne smemo si zatiskati oči in tudi če zdaj govorim o pasteh, o slabostih, ne moremo mimo prednosti. Otrok gre s časom naprej, je na tekočem. Raziskave, ki so delane predvsem na predšolskih otrocih, govorijo o razvoju kognitivnih miselnih struktur zaradi uporabe računalnika. Ogromno je materijala za ustvarjanje, zadnjič smo to bolj podrobno razlagali, tudi vidike učenja. Od učnih listov, ki se lahko uporabljajo v šoli, do novih, tako imenovanega flip učenja. Ravno v tistem času, ko smo imeli tole predavanje, je potekala mednarodna konferenca v Rimskih termah na temo flip učenja. To je ena zanimiva kombinacija učenja nadaljavo in tukaj in zdaj. Torej, zelo dobra, sodobna oblika učenja. Tukaj bi se zdaj preveč vrnila na prejšnje predavanje, če bi to prepodrobno razlagala, ampak o tem smo govorili. Tudi recimo o tisti možnosti, ki jo uporabljamo ljudje, ki imamo svojce izven meja naše domovine ali kakorkoli bolj daleč, pogovori preko Skypa, to poznate, to so vse in še mnoge druge prednosti. Vsekakor pa ne moremo tudi mimo slabosti, zadnjič smo izpostavili nekatere. Tisto, ki jo psihologi najbolj opažamo, to je fenomen izgube dvorišča. Da otroci ždijo noter z blagoslovom svojih staršev, bodi doma, da se ti nič ne bo zgodilo in starši niti pogosto ne pomislijo, v kakšnem virtualnem svetu in kje vse pa hodi takrat njihov otrok, ki na videz sedi v svoji sobi. In kakšne vse pasti prežijo takrat nam. Ampak problem, da otroci, recimo prijatelji, da se pogovarjajo iz hodnika v hodnik, iz hiše v hišo, preko interneta, preko Facebooka, namesto da bi šli vsej na klopco pred hišo. To so stvari, ki
postajajo problem. Socialne mreže v realnosti se krčijo, v virtualnem svetu pa se širijo in postajajo žal tudi navidezne. Potem problem, ki so ga raziskovali pri predšolskih otrocih, to je pravzaprav bilo raziskovalno že s pojavom televizije. Pri računalniških igricah pa je to postalo še bolj izrazito, posebej teh, ki imajo zelo dobro grafiko, da otroci predšolski težko razmejujejo med stvarnostjo in fikcijo. Recimo v igrici lahko nekoga 5-krat ubiješ, pa bo 5-krat oživel, medtem ko v realnosti, če zdaj en otroček v vrtcu nekoga močno udari po glavi, misleč, da se mu ne bo nič hudega zgodilo, to ima čisto drugačne posledice. Ampak prav dogaja se, da otroci res tu ne razmejujejo točno. Tisto, na kar opozarjajo zdravniki, pa po moje še premalo, je, da zaradi računalnika čisto premalo gibanja, preveč sedijo otroci in nezdravo se hranijo in porast debelosti je v Sloveniji tudi vsako leto, torej narašča ta trend, žal. Govorili smo o zasvojenosti z računalniškimi igrami, opozarjala sem na to, da v tujini, recimo posebej v azijskih deželah, kjer je to še toliko bolj prezentno kot pri nas, imajo že smrtne pojave mladostnikov zaradi igranja igric, ker so igrali tako dolgo, da bi pomislili na svoje vitalne potrebe, pozabili jesti, iti na stranišče, spati, zaradi iger, ki so jih prikovale za računalnik. Zasvojenosti imamo pri nas tudi, kar precej, ne še tako drastično, ampak v spletni svetovalnici, torej v svetovalnici, ne spletni, ampak v realni svetovalnici za prvo psihološko pomoč, kjer delam tudi, imam 2 v obravnavi, ki se odvajata zasvojenosti z računalnikom. Sta si precej zavozila že življenje, študij pustila oba. Pri enem je težje, za enega pa lahko rečem, da smo kar na dobri poti. Zadnjič sem napovedala, da bomo govorili o pasteh interneta, kar bo danes osrednja tema. Tale sličica, ki pa naj bi bila povedna, videla sem že praznovanje rojstnega dne na tak način. Vsak je prišel s svojim tablico ali kakšnim drugim pripomočkom in so takole sedeli. Mislim, meni so se smili. Mi je bilo žal za tisto, kaj vse bi se lahko drugače igrali. Ob dejstvu, da je bilo še celo poletje, ko se dalo iti ven. Nasploh sem opremila tole predavanje s sličicami, naj vas to ne moti. Pač včasih res slika pove več kot besede, ker to ni neko zelo strokovno predavanje, tam ponavadi slike spustiš. Tukaj pač govorijo, sami o sebi. Zadnjič, torej to s tem bom zaključila, prejšnji večer, govorili smo namreč o tem, na kaj naj bi bili starši najbolj pozorni v zvezi z računalnikom. Na eni strani na čas, ki ga otrok preživlja z računalnikom, in tukaj so starši dolžni omejevati. To je naša starševska dolžnost. Starš mora vedeti, kaj je za njegovega otroka dobro. Seveda pa ne bom rekla, da je to zelo lahko. Omejevanje nikoli ni lahko. Ampak če mi vemo, da je za našega otroka to dobro in prav, bomo to zmogli in znali. Ko je otrok majhen, bolj na kratko, ko je v puberteti, pa malo bolj na dolgo. Ampak omejevanje je potrebno. Tisto, kar je drugo, na kar bi starši ne bili pozorni in so premalo pozorni, pa so vsebine, ki jih otrok išče na internetu. Otrok ali mladostnik. In bilo bi dobro in prav, da bi starši te vsebine v grobem poznali. Zadnjič smo govorili tudi še o računalniku in telefonu, predvsem zato, ker pač telefoni so vedno bolj pametni in so pravzaprav že računalniki in imamo starši še dodatne probleme s tem.
Dokler je bil pri hiši en sam računalnik, je bilo to dosti lažje, ker smo tistega pač fizično dali v nek skupni prostor in je tam bil. In je bil nadzor nad tistim enim računalnikom dosti večji. Potem so otroci dobivali vsak svoje laptope oziroma te prenosne računalnike, je bil nadzor že manjši. Posebej zame problematično dejstvo, da so ti prenosniki na pisalnih mizah. To kažejo vse ankete, tudi tista, ki sem vam jo zadnjič omenjala, ki sem jo naredila sama na eni od slovenskih šol. Čim je računalnik ves čas prisoten, potem zelo težko kot starši ne samo nadziramo, ampak tudi težko pričakujemo, da bo otrok zbrano delal za šolo, kar bi naj bilo njegovo poslanstvo v tistem času glavno. Učenje, delo za šolo, delo za dom, tisto vidimo, če kaj naredi ali ne. Ampak, če je računalnik ves čas prisoten, je otrok ves čas v skušnjavi, da gleda, kaj se mu dogaja. In kako naj zdaj zbrano bere iz knjige, če ga tam ves čas nekaj moti. Človek je zelo ustvarjalno in kreativno bitje. Jaz pošteno priznam, da sem tudi jaz goljufala kot otrok. Bilo je treba pač veliko delati, dosti več kot današnjim otrokom. In šola je bila moja skrb. Nihče ni zdaj se trudil, da bi mi ne vem kakšne pogoje ustvarjal. Ne v osnovni šoli, ne v gimnaziji. To se je vedelo, da moram narediti. Ampak vmes se morala narediti še pa to in to in to in to. Za dom. In potem sem se pač zatekla v to, da se moram tudi še učiti, če sem hotela kaj brati, ker sem brala strašno rada, še danes mi je knjiga najljubša in si daš potem knjigo spodaj pa učbenik čez, ampak to je bil isti medij, knjiga in knjiga. Danes pa imajo otroci na voljo nekaj, kar je čokolada, pa ne bom rekla zdaj kaj drugega, vsako hrano ne bi rada primerjala, da bi hrana izpadla kot nekaj slabega, ampak kot priboljšek pa nekaj, kar se treba malo bolj potruditi. In človek je bitje užitka, sploh če je še zelo mlad. Zato rabi zrele starše, ki zdaj tukaj dozirajo in opozarjajo. Ampak želela sem opozoriti na to, da pač je nadzor toliko težji, in tudi tu se je zato treba dogovarjati, če drugače ne, da se pač odstrani računalnik iz pisalne mize takrat, ko bo pač otrok delal, da se to prinese v kuhinjo, za tisti čas. Enako velja pa za pametni telefon, ker mi smo nič naredili, če bomo pospravili računalnik, če otrok pa s telefonom gre na internet in gleda vse skupaj. Tako da je treba oboje prinesti nekam v hrambo, tisti čas, ko naj bi se pač otrok učil. Ker kolikokrat, jaz sem se naposlušala v svoji šoli stalno tega, leta in leta, teh goljufij, pa še lastne se spomnim. Ampak, zdaj pravim, smo kreativna bitja, ampak rabimo pa zrele osebnosti in starš mora vedeti, kaj je dobro za njegovega otroka. Potem sem zadnjič omenjala še dele aplikacije Instagram, recimo, ki omogoča, zelo je priljubljen, ker je zelo enostavn. Slikice in tako jih daš na svoj Facebook in takoj se to vse razširi in vsi to vidijo, ampak to tudi sproža marsikaj, o čemer kasneje. Aha, to je tale anketica, ki sem jo delala, pa smo jo zadnjič analizirali. No in zdaj smo pa pri tem, česar pa še niste slišali, to pa je zdaj srž in sicer tveganja pri uporabi socialnih omrežij. Socialnih omrežij je veliko. Pri nas sta najbolj razširjena pač Facebook in Twitter, pa še nekatera, ampak med mladimi pač Facebook, po vseh raziskavah in Twitter bolj med odraslimi, Otroci in mladostniki najraje uporabljajo Facebook. Se
vse drugo tudi, kaj vse iščejo na internetu, katere spletne strani obiskujejo. Vam bom potem predstavila nekaj raziskav, ki so narejene na naših otrocih ali pa tudi v svetovnem merilu. Tisto, na kar bi jaz najprej opozorila, je opozarjati otroke na zasebnost oziroma na možnost izgube zasebnosti na internetu. Otroci se tega namreč sploh ne zavedajo. S to resničico naj bi ponazorilo se, s kom vse mi prihajamo v stik, da bi se tega pravzaprav sploh zavedali. Kdo vse je zdaj nam prijatelj, kdo je nam vrani prijatelj, kdo je od prijatelja prijatelj zdaj, če gremo samo na Facebook, kdo so zdaj znanci, s katerimi mi pravzaprav nočemo nič imeti, ampak so pač skupni prijatelji in tako naprej. Kdo je najboljši prijatelj? Z tiste ankete, ki sem jo prej omenjala, sem vprašala otroke, koliko imajo prijateljev na Facebooku. So bile številke tako od 200 pa do 800, tam pod 100 skoraj ni rekel nihče. Potem sem pa vprašala, koliko od tega jih pa poznajo. Poznali so jih pa tam 25, recimo. Ampak tega se ne zavedajo, da vse, kar pa dajo na svoj profil, da pa bere tistih 800 njihovih prijateljev, pa še od prijateljev prijateljev. Vse te stvari, recimo otroci premalo razmišljajo. Ravno tako premalo razmišljajo, da vse, kar je nekoč objavljeno, ostane, da se to pač ne da izbrisati. In mislim, da sem že zadnjič omenila, da se že dogaja tudi pri nas, da recimo mladi iskalci zaposlitve, pa veste, kako je zdaj težko zaposlitev dobiti, so si pač ustvarjali v preteklih letih nek svoj profil, mogoče še v mladostniški naivnosti, kaj vse obešali, in to je ostalo. In zdaj recimo delodajalec malo pobrska po tem, po zgodovini in se že dogaja, da nekdo ni sprejet v službo zaradi svoje preteklosti, zaradi svojih neumnosti, mogoče nezrelih stvari, s tem morda ni čisto nič hudega mislim. Dogajalo se je, jaz vem zgodbo, nekoga, ki je se pridružil neki skupini prav po slučaju. Zdaj, tisti, ki bolj poznate, boste to vedeli, kako to gre. Torej, nekdo se prijavi, na Facebooku je povabljen v neko skupino, da bi rekla, recimo, skupina, ki posluša takšno in takšno glasbo. In nekdo, ki tako in tako glasbo posluša, se prijavi v tisto skupino. Potem pa pozabi, da se tja prijavil in nič več ne gleda, sploh si ni vzel časa, da bi raziskal, kaj tista skupina počne. In lahko je to neka prav neonacistična skupina, ki ima neke svoje ideje, ki nekaj širi te ideje, in on je tam noter kot član zdaj nečesa, za kar sploh ni pomislil, da je lahko, da se mu lahko zgodi. In vse te stvari so recimo lahko zelo nevarne, tudi za mlade, ki se tega nekateri ne zavedajo. Danes na srečo se opozarja otroke, tudi v šoli, ampak vendarle mladost je tista, ki presliši taka opozorila in rabi ob sebi še čvrsto steblo starša, ki na to večkrat opozori. Recimo v zvezi z zasebnostjo tudi objavljanje slik. Ena od raziskav prav navaja, mislim, da ima recimo tale, 48% deklic je že objavilo na Facebooku svoje fotografije ali fotografije prijateljic v neprimernih pozah. To je velik odstotek, 10 do 15-letne punčke. Gotovo niso nič hudega misle, ampak gledajte, všečkanje ali lajkanje, ljudem je prijetno, da nam nekdo nekaj reče, tole mi je pa všeč, to je pa dobro, to je pa lepo. In za takšno všečkanje so deklice pripravljene marsikaj objaviti.
takšno sliko, pa še majčken bolj razgaljeno, pa še malo bolj provokativni pozi, ne da bi karkoli hudega mislili. Kje pa taka punčka pomisli, da bo žrtev nekega pedofila, ki prav hodijo na te spletne strani, prav iščejo, recimo, in se predstavljajo potem kot otroci, zelo se radi predstavljajo kot vrstniki, navežejo stik, potem pa lažje vzpostavijo tudi pogoje za kakšen neposreden kontakt. In recimo, ko sem prej omenjala fotografije, otroci recimo objavljajo svoje fotografije in zdaj tale Instagram objavi tudi, kje je posneta fotografija, kdaj, kje, in zdaj recimo otrok se slika pred svojo hišo in prav pokaže nekomu, kje je doma. Da ga tak človek lažje zasleduje, pa še ima pa vse napisano, katero osnovno šolo obiskuje, kje je kaj, in zdaj še pokazano, kje je doma, prav kot na tržnici. No, tele razlikave bom še kasneje, zdaj bi pa nekaj spregovorila o spletnem nasilju. Ker se morda o tem premalo govori, je pa zelo prisotno, bolj kot si mislimo. Verjetno ste letos avgusta slišali za primer spletnega nasilja ob smrti, ob samomoru neke deklice, Hana iz Anglije. Ta punčka, mislim, da je nastala 14-15 let. To je njene podatke, 14-letna punčka. In sicer je bila na tej sporni, silno sporni spletni strani Ask.fm, ki jo poznajo praktično vsi naši otroci. Ali pa zelo veliko. Jaz sem bila prav presenečena, ker jaz pa nisem poznala, da ne brskam toliko, poznam našo spletno stran, o kateri bom potem še nekaj povedala, ampak ta spletna stran Ask.fm je silno popularna med otroki. Zakaj? Ker se strahotno hitro širi preko Facebooka. Zdaj pa vsi otroci so na Facebooku in potem se seveda hitro vsi prilepijo še na to spletno stran. Pred mesecem in pol sem bila na osnovni šoli v Dramljah in sem jih vprašala, koliko jih pozna to spletno stran, 9-šolci, čisto vsi so poznali. In pred 3 leti so delali z našo spletno stranjo, to sem jaz, pa so že pozabili, ker ni na Facebooku in zdaj se mi trudimo, da bomo na Facebooku, ker potem bo v našem okolju prepoznana še bolj, ker zdaj je prepoznana, kolikor jo šole širijo, ampak ravno ta razlika med obema spletnima stvarima je zelo pomembna. Stran Ask.fm je komercialna spletna stran, ki je v Litvi ali v Latviji so jo razvili. In sicer tisto, kar je mene zgrozilo, da ima že več kot 65 milijonov uporabnikov, verjetno še bistveno več, ker ta podatek je iz avgusta 2013. Po smrti te punčke so objavili vse tele rezultate. Tisto, kar me je še pa bolj šokiralo, je pa to, da je 200.000 novih uporabnikov na dan. Kakšna številka je to? 200.000 na dan. Ampak zdaj se ne čudim več zakaj. Ker takoj, ko se nekdo gor prijavi, ga na nek način skoraj prisilijo manipulativno, da naj povabi še vse svoje prijatelje, ki jih ima na Facebooku, ali pa na Twitterju, ali pa kje drugje. Torej, takoj še vseh tistih 800, ki jih ima, ali pa kolikor jih pač ima. In zato so take enormne številke. Ampak kaj je zdaj tu problematično? Problematično je, da je to strahoten poligon, ne samo za pedofile, kot so pisali v tej spletni strani, ampak za ljudi, ki se nekako sproščajo tiste svoje najnižje plati in to pač srečamo že tudi pri otrocih, ker že 13-letniki gor objavljajo. Povabijo pa otroke, tako da vprašajo, na vides najprej zelo naivno, neka takale vprašanja, na katere otroci pa zelo radi odgovarjajo.
recimo, kdaj si bil zadnjič slabe volje, kaj te v življenju razjezi, torej taka neka vprašanja, ko bo vsak začel odgovarjati. Ampak potem, ko nekaj gor napiše, se pa usuje plast komentarjev in ti komentarji so, kot bi rekli, brez dlake na jeziku, lahko zelo grobi, zelo agresivni. In ta punčka nesrečna, Hana, ona je objavila svojo fotografijo in je napisala, da pač ima nizko samopodobo, da je pač nesrečna, da se ne čuti dovolj sprejeta in takoj jo je zasul plast kritik. Si pa res grda debela krava, kak si pa naličena, kaka pa zgledaš, grozna, v tem smislu in potem je vsa zgrožena napisala, da ne še kaj lepega napišejo, so jo še bolj popljuvali. Potem je napisala, ampak jaz sem tudi zato žalostna, ker je moj stric umrl za rakom in namesto, da bi kakšno sočutje, je doživela spet, se tudi ti lahko mreš, najboljš, da se kar napiješ strupa in tako naprej. Torej, otrok pri 14 ni sposoben razmejiti, kaj bi bila zdaj neka realna kritika ali pa realna zrela ocena, ker vzame tako bruhanje za resno kritiko. Ni sposoben te meje in tu je tista nevarnost. In s to spletno stranjo povezujejo tudi smrt 2 najstnic irskih in nekega fanta, mladostnika, torej ti samomore povezujejo s to spletno stranjo, ampak vidite, problem je pa, da take stvari nismo kot človeštvo sposobni rešiti nekako zakonsko, da bi recimo temu človeku vzeli to spletno stran. Starši pokojne deklice so želeli tožiti lastnika in doseči, da bi se ta sporna spletna stran zaprla. Ampak on se je branil s tem, da on je odgovoren za vzgojo otrok, zato so odgovorni starši. Potem druga stvar, starši so želeli, da bi se preko teh naslovov, ki jih lahko policija izsledi, IP naslovov, odkrilo, kdo je zdaj bil najbolj krut. Ampak ne, on pravi, da je bistvo strani anonimnost in da se to ne dovoli. Problematika je v tem, da zakonsko še do zdaj, pa bi že lahko takoj se nekaj naredilo po takih drastičnih primerih, ni zakonske podlage, da bi se kaznovalo nekoga, ki je grob in nasilen v virtualnem svetu, da bi se ga kaznovalo v realnosti. In to je absurd, po mojem. Ampak otroci se znajdejo pred nasiljem, ki ga jemljajo za realno nasilje. Tukaj je tisto, kar je zame osebno največji problem. In v tem vidim tudi izredno veliko prednost naše spletne strani, torej spletne strani Zavoda za zdravstveno varstvo, to je spletna stran To sem jaz.net, ki pa je moderirana, kar pomeni, da vsa vprašanja pridejo do administratorja, ki bi eventualno po potrebi izločil vprašanja, če bi že bila sporna, predvsem pa odgovore vrstnikov, če bi bili problematični. Ampak nimamo takih problemov zaenkrat. Je pa ta spletna stran še v nečem dobra, da mladostnikom na njihova vprašanja odgovarjajo strokovnjaki. Začeli smo pred zdaj že skoraj 12 leti, nas je bilo 7. Zdaj nas je že čez 50 strokovnjakov, zdravnikov, psihologov, psihiatrov, socialnih delavcev, učiteljev telovadbe, vseh mogočih profilov. Največ delava seveda ginekologinja, zanimivo. Ampak starostna stopnja se znižuje. Začeli smo tam s 15-letniki, zdaj se že 12-letniki zelo pogosto pojavljajo kot uporabniki. Ni omejena spletna stran, ampak bistvo pa je, da dobijo odgovor strokovnjaka, odgovor vrstnikov in da je forum moderiran. Torej ne more biti kakršnega koli nasilja. Vedno so tudi, recimo, vsi, ki odgovarjamo, dajemo neko spodbudo mladostnikov v stiski, nekaj pozitivne
informacije, neke smernice, kako naj rešuje svoje probleme in tako dalje. Tako da to je zelo pozitivna, recimo, stran, napram prejšnjo. Zdaj, tisto, kar sem pa želela še omeniti v zvezi z nasiljem, saj smo že zdaj govorili o vrstniškem nasilju, je pa tudi tako nasilje, zdaj, ki se pa javlja na znano osebo. Recimo na Ask.fm so odgovarjali na tej deklici tudi take, ki je sploh niso poznali, ampak so preko svojih odgovorov sproščali svoje, ne vem, kakšne impulse, žal, negativne. Dogaja se pa zelo veliko vrstniškega nasilja tudi med znanimi, da se prav otroci spravijo na sošolko, sošolca. Meni osebno, ko odgovarjam na ta vprašanja, ker pogosto dobivam tudi tovrstne vprašanja, tovrstne tožbe, bi lahko rekla, me boli to, da je vedno več deklic in da so vedno bolj prefinjena nasilja, prefinjene oblike. Recimo nasilje tako kot agresivno, verbalno, nekaj zelo direktnega, ampak taka prefinjena nasilja v smislu izločanja iz skupine, ne se pogovarjati jutri z njo, taka navodila, ki jih dajo recimo določene deklice svoji skupini, kjer so glavne. To se mi zdi pa, da zelo tudi pronica v naš prostor in mogoče smo vsi premalo na to pozorni, tako starši kot učitelji. Veliko je raziskav, recimo iz Amerike, oni pač imajo toliko večjo populacijo in več raziskujejo tudi tega. Ena spletna stran, ki se ukvarja prav s samomorom, razlaga, da je samomor v Ameriki tretji najpogostejši vzrok smrti med mladostniki, kar je grozljivo, na tretjem mestu. Ampak izjemno rizična skupina so mladostnice med 10 in 14 letom starosti. To se mi zdi taka nizka spodnja meja, ampak dejansko takrat, ko deklice nekje hormonsko dozorevajo in zdaj zelo občutljive, si lahko predstavljamo, kako so občutljive na kritiko vrstnikov, na izločanje vrstnikov. Otroci najbolj v tej starosti potrebujejo podporo svojih sovrstnikov. In čim gre tukaj za kakršnokoli nasilje, v kakršnikoli smeri, je zame zelo hudo. In recimo tukaj navajajo, naj ne bilo zanimivo, tudi podatek, koliko jih iz šole izpade iz strahu, da bodo zbadani, da bodo kakorkoli šikanirani. Kar nekaj knjig je že na to temo, zdaj za mlade, ena, ki sem jo pred kratkim prebrala, toliko večkrat preberem kakšne knjige za mladostnike, da ostajam bolj v njihovem svetu, je ena novejša knjiga Uničimo jo, je naslov, jo priporočam mladim ali pa staršem, govorijo mi mladostnici, ki so jo vrstniki preko spleta želeli prav uničiti. Dogaja se sicer v Avstraliji, ampak lahko bi se tudi pri nas. Žal si pa nisem zapomnila avtorja, da bi vam povedala. Mogoče zdaj še kakšna raziskava, ne vem, za tole drugo, prvo sem vam že omenila, mogoče še tole, ta je bila prva raziskava, je bila objavljena lani na stranih varnega interneta. Mi je bilo zanimivo, da recimo 32% staršev sploh ne ve, kaj otroci počno na računalniku in internetu. To se mi tudi zdel kar velik odstotek. Kako se mi zdi, da bi morali vedeti vsi. Ampak tudi tista moja raziskavica, ki sem jo delala, je kazalo, da zelo malo staršev ve v resnici, kaj otroci počno. Ta druga, da samo polovica staršev približno si predstavlja, kako bi sploh spremljala spletne aktivnosti svojih otrok.
Potem je šlo nekaj na vsebine, 25% mladostnikov išče pornografske vsebine, kar je nekje skoraj razumljivo glede na njihovo odraščanje. To se mi konec koncev ne zdi najslabša stvar, bolj se mi zdi vse drugo. 30% jih priznava, da uporabljajo spletne strani, ki so jim starši jih prepovedali. Prepovedan sad je sladek sad, ampak zdaj kako tukaj naprej. Potem je še veliko podatkov, koliko so kupovali droge preko spleta, koliko so se učili delati razstreljiva preko spleta, koliko si jih je že pogledalo, kako bi se naredilo orožje za masovno uničenje preko spleta. Torej, to je toliko vsega, o čemer bi se dalo govoriti, ker vedeti pa moramo, da imajo ljudje najrazličnejše potlačene impulze, in zdaj tukaj se sproščajo na take ali drugačne načine. Internet je poligon za marsikaj, kar nimamo pod nadzorom. Potem še nekaj raziskav, recimo tukaj je bilo leta 2013, 1014 staršev in 1004 mladostniki. Tukaj je bil še podatek, da 50% mladih je kar naprej na Facebooku in Twitterju. Pardon, to je eno leto starejša raziskava, ker ko ste videli pol kasnejšo, je pa že praktično blizu 90% smo že. No, zakaj uporabljajo še internet, ko smo prej rekli, koliko se da učiti iz interneta in kakšne krasne vsebine so z tega, ampak zelo veliko se pa uporablja tudi za goljufanje. Za goljufanje, ne samo za prepisovanje seminarskih in diplomskih in tudi doktoratov in magisterijev, kot zvemo iz medijev, ampak za marsikaj. Vete, pametni telefon omogoča, da si ti celo skripto naložiš in prideš na izpit in potem se ni treba sploh bilo mučiti s kakšnimi lističi ali pa z nečim, s čimer so se še naše generacije morda mučile, ampak lepo si celo skripto naložiš in potem po vprašanju ti samo klikneš na ključno besedo in se ti odpre cela stran in se lepo krasno se prepiše. In tukaj se jaz čudim, da recimo tudi profesori na fakulteti, da to preprosto ne pobere, da kot se pobere na maturi. Mislim, da bi morali malo vendarle razmišljati tudi o tem, da niso vsi pošteni, ker s tem so najbolj prizadeti tisti, ki pa so pošteni. Tisti gor plačajo. In lani se je zgodilo na eni fakulteti zanimivo, bil je pisni in ustni izpit. In v neki skupinici so na pisnem izpitu vsi tako goljufali, kot sem prej opisala, razen ene deklice, ki pa ni imela pametnega računalnika. Zdaj, morda bi tudi sicer, ali pa ne bi. In je ona najslabše pisala. In potem je prišla pa na ustno, je pa krasno znala. In potem je profesorja ni bilo jasno, kako pa da je tako slabo pisala napram drugim. Aha, ne, zdaj sem narobe povedala, tako je bilo, da tisti, ki so zelo dobro pisali, in sploh je bilo treba na ustno. Ona je edina šla na ustno, ker je tako slabo pisala napram vsem, ki so imeli tiste desetke. In potem pač se njemu ni šlo račun, ker je krasno z njim debatirala, ker je razumela, ker je znala. Ampak oni so pa tako bolj bleščeče napisali. Bila je tako fair, da jih ni izdala, ampak mislim, Ta spodnja raziskava govori o tem, da zelo veliko mladih išče nasvete o ljubezenskih razmerjih, o družinskih težavah, o spolnosti, o zdravju, o mamilih in marsičem na spletu. Mi na naši spletni strani imamo največ vprašanj o spolnosti, o spolnem dozorevanju, telesnem dozorevanju, potem so pa vprašanja o samopodobi, o vrstnikih in družini. Jaz v glavnem na ta zadnja 3 odgovarjam. Odnosi s starši, odnosi s vrstniki in pa samopodoba nekako tukaj. Drugi pa seveda iz drugih svojih strokovnih področij. 71% mladih skriva pred starši svoje aktivnosti na spletu, kar je do neke mere razumljivo, ampak
prav bi bilo, da se tega zavedamo in skušamo zmanjševati to skrivanje v pravem odnosu. O tem kasneje. Tale raziskava je pa zadnja. Tukaj vidite, imamo pa 88% mladih vsak dan uporablja računalnik, 87% vsak dan internet, starostnega razpona pa nimam. Ampak mislim, da se to iz meseca v mesec povečuje, kmalu bomo na 100% po maju. Družabna omrežja 83%, ne vem, odkot so ti odstotki, ko sem jaz vprašala v tisti moji raziskavici, so vsi imeli svoj računalnik, vsi so imeli računalnik. En sam ni imel svojega, vsi drugi svojega v svoji sobi. Potem vsi so bili na Facebooku, tako da mislim, da smo zelo blizu 100%. Veliko jih že vstopa do interneta preko mobilnih telefonov, zdaj so pa že tablice. Glede, nekatere šole so že opremile cele razrede s tabličnimi računalniki. Poznam šolo, recimo ena šentjurska šola, cele razrede. Zdaj, tukaj je tako težko reči, da je zdaj to dobro ali slabo. Na nek način je dobro, na nek način je slabo. Zdaj, če bi zrelo se to uporabljalo, bi bilo lahko zelo dobro. Zdaj, kdo bo bdel na vsem? No, zdaj smo pa tukaj, ne vem, če sem zadnjič že to omenila, mene je presenetilo, pa vas vprašam, nagradno vprašanje, $1 milijon. Katero je najpogostejše čustvo med mladimi uporabniki Facebooka, posebej v poletnih mesecih, bom tako, da vam malo pomagam. Kaj ste rekli? Si upa kdo? Ne bom kaznovala, če bom dala namreč. Jaz nisem ogana, je pa zavist. Mene je presenetilo. Zakaj? Zakaj zavist? Zato, ker je toliko laži. V tem virtualnem svetu, to je naslednji problem, ki ga še nismo omenila, razlika med realnim in virtualnim svetom, med realnim jazom, kdo sem jaz in kako se jaz predstavljam, in kje sem bil in kaj sem delal, kaj vse je na mojem profilu, je velika razlika. In čim bolj je nekdo mlad ali pa nezrel, bom rekla, mladost ni samo vse kriterij, ampak zrelost, tem večje je razlika. In gledajte, zdaj, kaj vse otroci piše, kje so bili, kaj vse so doživeli, kaj vse, vsem se to dogaja, meni pa ne. In zdaj še nesrečni Instagram in fotografije, zdaj je tako zelo popularen tako imenovani selfie. Tisti, ki ste zdaj bolj noter, veste, kaj to je. To pomeni, da se jaz takole slikam. Včasih smo ljudje takole slikali, šli na neki izlet pa slikali. Šli v Pariz in slikali Eiffelov stolp. Zdaj pa se takole slikamo, pa sem jaz pa čist malo Eiffelovega stolpa. In ljudje se slikajo tako. Vse posod. Jaz in še nekaj zraven. Zdaj se to obeša na splet, selfiji, vse povsod. In zdaj ta Instagram tudi napiše, kje si, zdaj, če že nisi se slikal takole, včasih so otroci napisali, sem na krasnih počitnicah v Španiji. Zdaj sploh ni treba več tega napisati, zdaj si lahko zelo sofisticiran in napišeš premišljujem. In se slikaš, in se krasno napiše, kje si ti v Španiji, tam pa tam, na neki obali, kjer premišljuješ. In to je še dodatno nekoga lahko ziritira, ker si ti na tak zelo prefinjen način povedal, kje se nahajaš, kako je tebi dobro in tako naprej. Tako da tukaj je toliko še skritih stvari, ki bi se jih dalo raziskovati in dosti bolj ozaveščati javnost, starše, učitelje, vzgojitelje, vsem tem, ker otroci, ki so noter, so dosti bolj noter kot odrasli.
ampak ne čutijo pa vsega tega, kar lahko vidi odrasel z drugimi očmi. No, že tolikokrat omenjan Facebook. Definicija je zanimiva, ne? Definiran je kot socialni pripomoček, ki povezuje posameznike s prijatelji. Ja, do neke mere. Tako je bil ustanovljen, če rečem. Ampak se je že marsikaj izrodilo. Res je tako zamišljen, ampak koliko skriva manipulacij, koliko pasti. Nekaj sem jih že omenila, nekaj še bom. Recimo, malo kdo se zaveda, da je to pač naravnano, da se čim bolj uporablja. Da ima to marketinško noto, ki kar sili k neki uporabi. In marsikdo se niti ne zaveda, kako je zmanipuliran. Ko sem prej rekla, otrok, ki naj bi se učil in delal nalogo, pa mora kar naprej preverjati, kdo mu je kaj novega sporočil, kaj se dogaja, katere osebe so mu kaj všečkale. To te kar naprej sili. In temu jaz rečem psihološka manipulacija, ker zdaj ne vem, kolikor poznate te strani. Recimo, en gumbek je, ko se ti označuje kot neka obvestila. In te nekako sili, da ti pogledaš, kaj se je gor pripeljalo in kaj se ti vse obvešča. Čeprav, če bi tisto pogledal, bi čisto mirno lahko brez tistega preživel. Ker tista obvestila so lahko strašansko banalna. Naprimer, ena taka banalnost. Da si ti pred 3 meseci komentiral ali všečkal nekomu, ki je napisala, recimo ena deklica je eno sliko objavila iz nekega svojega plesnega nastopa, naprimer, in si zdaj to všečkal, pa si že zdavnaj na to pozabil. In zdaj čez 3 mesece je njej nekdo čisto X, ki te sploh ne zanima, nekaj napisal na ta komentar, ampak ker se je ta komentar držal tvojega komentarja, se je zdaj tebi spet to objavilo kot neko obvestilo. V glavnem te ne zanima več ne ona, ne on. In mislim, to so zdaj ta obvestila, otroci pa pripričani, da vse to treba prebrati, vse pogledati in kdo zdaj vse se tam na neki desni strani pojavlja, prijatelji prijateljev, osebe od oseb. In to je zdaj ta virtualni svet, ki naenkrat se zdi strašansko pomemben, naenkrat ga je ogromno veliko, je pa strašno veliko smeti. Smeti, ki nam jemljajo čas, ki nam jemljajo čustva, ki nam jemljajo neko realno doživljanje sveta in je kot tako problem. In cela vrsta manipulacij. Potem, ali je potrebno, da res čisto vsi vedo, kaj vse je naša družina počela zjutraj, opoldne, zvečer. Nekateri ljudje so skoraj zasvojeni s tem, da objavljajo prav vse dogajanje svoje skozi dan, mesec, leto. Prav vse faze nekega družinskega življenja. Jaz razumem, zdaj, če se rodi otrok, pa nalepiš kot srečen starš tistega otroka, ampak potem pa res ni treba čisto vsak njegov podrt kupček in vsako neko stvar, ker konec koncev res to vse ljudi tako strašansko zanima. In nekako kar posiljuješ ljudi, da bi zdaj gledali tvojega sončka, tvoj čudež, in je tega kar nekako preveč. Meni je zanimivo, da se kar nekaj ljudi izpisuje iz Facebooka, čeprav je potem problem, ker obstoja zdaj neke skupine, sploh ljudi, ki so v nekih dejavnostih, potem zaradi informiranja v zvezi s tisto dejavnostjo morajo biti noter. Ampak moje izkušnje oziroma razgovori z mladostniki so, da se je nekdo izpisal, ena mladostnica mi je razlagala, da se je izpisala, potem je videla, da nekako ne bo šlo, ker ni bila obveščena v treningih in sem in tja se je nazaj prijavila, ampak si je zelo previdno dozirala samo tisto skupino, ki jo je rabila,
ostale pa nič in nič in nič. In tudi svoj profil je zelo omejila. Ker vi veste, da lahko, to pa gre na tisto temo zasebnost, objavite čisto vse o sebi, kar nekdo strašno rad naredi, vse in še kaj, kar sploh ni res, mladi imajo zelo radi še tisti svoj profil olepšan, mnogi imajo sploh zelo lažne profile, pedofili posebej, imajo nek čist svoj lažni profil, s katerim se pa približujejo otrokom. Pozabljamo doživljati. Zdaj bi se jaz preveč razgovorila o mindfulnessu, ker je to nekaj, kar mi je zelo blizu, s čimer se z možem precej ukvarjala, kot tudi eno od tehnik sproščanja, borbe proti stresu in tako naprej. Ampak tukaj sem dala tole sličico, ki še ni povezana z računalnikom. Kar se nam dogaja v realnem svetu, da gremo na sprehod, pa smo polni svojih misli, torej tukaj je besedna igra v angleščini, mindful, to pomeni, da imaš polno glavo nekih misli, ali pa mindful, ko si osredotočen na tisto, kar se dogaja tukaj in zdaj. In kuža lahko doživlja, vsi mi čuti, voha in gleda in gospa, ki ga sprehaja, pa razmišlja o vseh svojih skrbih. Ampak, če bi bilo samo tako, imamo pa zdaj tu še računalnik, ki nam pa v realnem svetu ukrade doživljanje. Glejte, kaj se zdaj dogaja. Gre družina na izlet, in zdaj, recimo, mama ali pa oče kar naprej fotografira in že sproti objavlja. Smo v temle gozdu, smo že na pol poti do vrha, smo že na 3/4 poti do vrha, smo že na vrhu. Ja, kdaj pa imaš čas začutiti sonce, rože, vonjati malo, poslušati ptičje petje? Pozabimo doživljati, ker moramo ves čas biti priklopljeni na to, da bomo nekomu povedali, kje smo, ali pa preprosto obsedeni s tem, da nekako imamo še negi med seboj in doživljanjem. No in ena deklica, tista, ki se je izpisala iz Facebooka, mi je rekla svojo zanimivo izkušnjo, da je medtem, ko ni bila na Facebooku, je imela zelo pristne stike. Je rekla, sem nekoga srečala, kaj je, da pa že dolgo nismo videli, kako se imaš, kaj pa se ti kaj dogaja. Je rekla, prej in sedaj pa spet tega ni, ker so ljudje z njenim dogajanjem preveč seznanjeni. Vsi vse vedo in te pa nihče več ne vpraša, kako se imaš. Vse je videl, vse je prečital, če je, ali pa ima vse lažno občutek, da je prečital. Ampak tukaj se neki kontakti spreminjajo, neki odnosi se spreminjajo, so navidezni. Tako kot če si kar naprej smo telefonirali z otroki, vsakih 5 minut so včasih bile mame, ko so se telefoni, mobiteli še začeli tako intenzivno pojavljati v družinah, imeli lažni občutek, da ima otroka ves čas na špaksi, kako si, kaj delaš, kje si. Ko smo prišli skupaj in ni bilo več potrebe po pogovoru. In to so te stvari, ki nam toliko kvarijo odnose. Tudi starši na socialnih omrežjih lahko svoje otroke spravljajo v zadrego. Zdaj, ves čas poudarjam, da je treba vendarle se seznanjati s tem, kaj otroci počno za računalnikom in kaj počno na internetu. Ampak med tem, da mi vemo, zakaj gre, ali pa da se preveč vtikamo v otrokov, predvsem pa v mladostnikov zasebnost, tukaj to sta dve različni stvari. In zdaj, recimo, nekateri, tu so mame slabše, bom rekla, mogoče zato, ker so pač bolj vpletene v vzgojo, ampak se prehitro zlijejo z otrokom in potem recimo imajo nekatere mame potrebo, da všečkajo ali lajkajo vsako stvar, ki jo zdaj njihov otrok da gor. To ni dobro, ker to sta pač, to doživlja otrok kot vdor v svojo zasebnost.
Ravno tako ni dobro, če mama objavlja na svojem Facebook profilu ali pa na otrokovem zidu sploh, njegovi časovnici, recimo kakšne slike, ko je bil recimo majhni, pa ga je zelo polomil ali pa ne, tako. Zdaj to je mladostniku to zelo zoprno, da boste zdaj objavljali, kak je bil on takrat, ni bil luškan, ni bil srčkan, ko ga je takole lomil, to ni všeč. Ravno tako ni dobro, da se uporablja ta zid oziroma časovnica, kot se zdaj reče, za komunikacijo. Recimo, neprimerno je, če zdaj mati na njegov ali pa oče zid napiše, a bo že prišel enkrat točno domov ali pa kaj taka, pa vsi njegovi vrstniki berejo, pa ga pol zbadajo. To nekako ne gre, to je treba doma narediti, ne tam tako javno pred 800 prijatelji. Ravno tako se mi zdi narobe, če pišemo prošnje, da bi bili prijatelji otrokovim prijateljem. Nekatere mame imajo željo po kontroli do te mere, da se pogovorijo s kako hčerino prijateljico, da bi bile njene prijateljice ali pa kakorkoli že, da bi zvedle, kaj je tako iza ovinka. To so vse stvari, ki niso dobre in skrhajo odnose in na tak način kontrola ni prava kontrola. Kvečemo odnose poslabša. In tudi je zmeraj zelo vprašljivo, do katere mere si na Facebooku lahko prijatelj. Mnogi, recimo v Angliji sem brala, da se že iz Facebooka zato odjavljajo, ker so mame gor, ali pa očetje, nočejo. Veste, hočeš imeti nek svoj svet, ampak zdaj pravim, pametnem nadzoru, o tem bom še rekla. Otroci so zelo ustvarjalni, prikrijejo svoje spletne aktivnosti na tisoč in en način, tako kot smo mi skrivali knjigo ali pa brali z baterijo pod odejo, tako zdaj znajo vse to skriti in prikriti, ali da zmanjšajo zaslon, ko že slišijo korake in na videz delajo za šolo, ali zbrišajo zgodovino iskanj, zbrišajo piškotke, ustvarijo si različne naslove elektronske pošte, lažne profile na Facebooku, vključijo kakšne zasebna brskanja, torej marsikaj se da tehnično narediti in tukaj bodo otroci vedno en korak pred starši, zato se staršem splača druge stvari delati. Nekaj nasvetov, ki jih najdete na spletni strani Varni internet ali pa SafeSea ali pa Logout, to je center pomoči zasvojenim za računalnikom, jaz vsem priporočam obiske teh spletnih strani. Jaz sem naročena na njihove novice, tudi sodelujem preko naše spletne strani z njimi in sem se veliko naučila. Sama bi težko prišla do toliko informacij, do toliko vsega. Zdaj, kaj lahko starš naredi? Vsekakor se mora mirno pogovarjati z otrokom. Zakaj sem rekla mirno? Ker to je tako, kot če otrok pride pijan domov, je zelo važna reakcija starša, kako bo odreagiral. Tisti trenutek, kako bo reagiral kasneje in kdaj mu bo prave vrednote vceplo. Včasih naredimo nek takšen, kot bi rekli, overreact, torej preburno reakcijo v nekem trenutku, ki potem zamrzne komunikacijo. Mi imamo vedno čas, da držimo ogledalo, da prepovedujemo, da povemo, kaj je prav in kaj ni. Ampak tisti izbruhi včasih zamrznejo komunikacijo in povzročajo, da se otrok zapre in da ne upa ali noče, ne želi, odvisno od otroka, kjer je bolj trmast noče, kjer je bolj plašno se zapre. Mi pa tega ne želimo, ker rabimo odnos z mladostnikom. Zato se je treba pogovarjati, da bomo kaj izvedli. Predvsem je treba poslušati, ne pridigati, ampak poslušati in vleči iz otrok, kaj se dogaja. Ob zaupnem odnosu, to, kar je najpomembnejše vam na koncu. Potem je treba seveda majhne otroke informirati, postaviti pravila glede tega, kaj bojo objavljali, katere podatke o sebi. Majhnim otrokom, pa tudi večjim, je treba jasno povedati, kaj se objavlja in kaj se ne. Potem omejevati čas, kar smo že povedali, čas, ki ga naj otrok preživi. Če
vse skupaj ne deluje, potem se pa lahko začnete učiti, kako nameščati filtre, kako vse ostalo računalniško blokirati. Ampak jaz bi to dala na zadnje mesto, ker zame je najbolj učinkovito, da se z otrokom in mladostnikom vzpostavi zaupni odnos. Ker če bomo imeli mi dober odnos, bomo varni kot starši, tudi ko bo šel ven, ali pa ko bo šel ven v virtualni svet. Ali bo šel fizično ven zvečer za vikend, ali bo šel pa v svoj svet. Če bo odnos tak, da bomo mi lahko otroku zaupali, bom rekla zdaj v 90%, ker še vedno je nekaj, kar ostaja, ampak tisto generalno zaupanje, generalno odnos pa si vzpostavljamo starši in vedno na tem mestu citiram Brajšo, on je družinski psihoterapevt, ki je rekel, da je puberteta drugo rojstvo. Takrat se otrok odloči, ali si bo starša izbral, ali si ga ne bo. In starš takrat se mora truditi za odnos. Ampak odnos ne pomeni, tako kot zmotno mislijo starši, da vse popustiš, da vse daš, da vse dovoliš. To je najslabše. To vodi v razvrtost in razvajenost. Dober odnos ima meje, zato ker meja omogoča varnost in meja pomeni, rad te imam, skrbi me zate in zato ti tega ne dovolim. Jaz večkrat povem, da v tistem trenutku mi nikoli ne bomo deležni ne vem kakšnega aplauza od mladostnika, ko smo mu nekaj pripovedali. Ampak v globini srca pa bo čutil, zato ker mi je mar zate, zato ne. Letos toliko, drugo leto toliko, mi meje širimo z odraščanjem otroka, ampak jasno moramo mi kot starši vedeti, kaj je v nekem obdobju za našega otroka dobro. In zato dober odnos ima jasne omejitve, vendar se te meje pač žal postavljajo vedno bolj komplicirano, ali pa težje. Glede, ko je otrok čisto majhen, nobenega problema nimamo s postavljanjem meja. Ko je star 1 leto, ne smeš, ko gre proti vtičnici ali pa proti štedilniku. Sploh ne kompliciramo. Zakaj pa začnemo komplicirati, ko odrašča? Ker se bojimo, da bomo ustvarjali slab odnos, ali pa se bojimo, da se bomo skregali z njim, ali pa da kakorkoli starš se boji, da bo slab starš. Ampak dober starš je tisti, ki ve, kaj želi in postavi meje. In s tem ustvarja zaupen odnos, ampak jaz sem rekla, s poslušanjem in postavljanjem pod vprašanj. Psihologi rečemo, da sprašujemo skozi odprta vrata. Recimo rečeš, a tako je, kak pa je recimo zdaj, kaj si pa si spoznal kaj na Facebooku, ali kaj si nekak, a takole je bilo, ali kako, in skušamo čas pridobiti, da izvlečemo stvari, ki so pomembne in potem jih pokomentiramo, ampak ne s pedagoškim prstom. Ker tukaj je največja nevarnost za odnos. Tisto naše zadnje stališče naj pride čist na konc na vrsto. Ampak najprej je treba pa razčistiti, zakaj gre, zakaj je bil otrok tam, kaj se mu dogaja, kdo ga zasleduje, kdo mu grozi. In skupaj z njim iščemo rešitve, ne da mu jih mi takoj prinesemo na pladnju. Tako, jaz sem prišla do konca. Za konec sem pripravila en zelo kratek 2-minutni filmček, ki bi me zdaj iz tega, kar smo slabega povedali spet nazaj, vrnil, da je računalnik tudi nekaj dobrega, da lahko zelo veliko dobrega prinese. Ampak če nas ne nadvlada, da je še vendar človek tisti, ki nadvladuje. Jaz bom vedno ostala optimist, čeprav, ko gledam kakšno serijo, ne vem, če je kdo gledal, že Black Mirror je naslov, jo priporočam, čeprav je futuristična in malo tako bi kar človek postal črnogled. Kaj to pomeni v prevodu? Črno ogledalo. In zdaj, recimo, ko mi gledamo v zaslon, ki je ugasnen, je v bistvu črn in je ogledalo.
govorijo pa te serije, vse so futuristične, pravim, o tem, kako pravzaprav smo odvisni, zasvojeni in kaj vse nam lahko slabega in zlega naredi računalnik, ne? In kako odnose in človečnost in doživljanje izkrivlja v tem smislu. Ne? Tako zelo zanimivo. Zdaj bom jaz poskušala vam tale filmček. Tudi je sicer nek reklami, ampak mi je bil simpatičen. Glasba se pa ne sliši.